Ob obisku poslovne delegacije iz ruskega Tatarstana je 16. decembra 2014 na GZS potekala slovensko-tatarstanska poslovna konferenca z več kot 120 udeleženci. Dogodek je potekal v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije in Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji. Goste je uvodoma pozdravil magister Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, ki je med drugim dejal: Velik interes, izjemen interes slovenskih podjetij za sodelovanje z Rusko federacijo je izkazan tudi danes z množično udeležbo predstavnikov slovenskih podjetij. Veseli me, ker v zadnjih letih beležimo rast medsebojnega sodelovanja in menjave, čeprav seveda se zavedamo vseh težav, s katerimi se soočamo v zadnjem času, ampak v gospodarstvu zremo v prihodnost optimistično in tudi z velikim pričakovanjem, da bodo politiki znali, zmogli in uspeli konflikte, ki v tem trenutku obstoje, ki so dejstvo, zmanjšati oziroma jih odpraviti, tako da bomo vse naše potenciale in interese za medsebojno sodelovanje lahko v polni meri izkoristili. Rustam Minikanov, predsednik Republike Tatarstan, je v svojem nagovoru izrazil željo po krepitvi poslovnih odnosov med slovenskimi in tatarstanskimi podjetji in dodal, da nudijo dobre poslovne pogoje tistim, ki v Tatarstan želijo investirati. Veleposlanik Rusije v Sloveniji Doku Zavgajev je izpostavil pozitivno dinamiko v rusko-slovenskih bilateralnih odnosih. Nikolaj Nikiforov, predsedujoči ruskega dela Slovensko-ruske medvladne komisije in minister za zveze in množične komunikacije Ruske federacije, pa je potrdil velik potencial za krepitev sodelovanja med državama in se zavzel za to, da vse napore usmerimo v izkoriščanje tega potenciala. Janez Škrabec, predsednik Slovensko-ruskega poslovnega sveta, je ob koncu poudaril: Jaz bi želel, da se tudi prihodnje krepi ta menjava, seveda tudi v teh težkih situacij. Pričakujem pa, da Slovenija je pokazala dobro naklonjenost Ruske federacije, da smo ohranili zelo dobro držo in da lahko ta kriza postane priložnost za slovenska podjetja. In če v preteklosti gledamo, leto 1998 smo bili v podobni situaciji, pa so se naše sodelovanje samo okrepilo.